Pokažem. Pohito. Kaj ne s tem glupim vprašanjem? Ne, s kom jaz živim? Kako pa je to ni tvoja najljubša serija, če si jih 5-krat pregledaš? Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Sva Ponč pa Sonč. Prejšnji teden sva začela z izzivi za pare in sicer tisti del je bil malo bolj tak smešen. Če ga še niste videli, bo nek zdajle na ekranu en link, pa pejte najprej ta prvi del pogledati, preden začnemo danes z drugim delom, bolj tekmovalnim. Iz rdečega kota, izzivalka, velika 1,69 m piškotov, Cindy, The Sonč, Smoliš! Iz modrega kota, prvak v velterski kategoriji, Alex, The Ponč Petardil! Čas je za drugi del in sicer tekmovalni izziv. Stvar bo potekala tako, da bom jaz žrebala modre listke, se pravi Aleksova vprašanja. Jih bom prebrala na glas, nato se bova obrnila malo stran, da ne bova videla. Veš kva. Bova naredila tako, kot smo včasih imeli v šoli. Kaj? Ti pa od mene že ne boš plokala. Prav, jaz bom napisala, kar si mislim, da je Aleksov odgovor. On pa bo napisal njegovo pravo rešitev. Če jaz uganem prav, dobim točko. Ki zbere več točk, pač čisto logično zmaga. Poraženec mora zmagovalcu nuditi 5 minut hrbtne masaže. No, deal zmenjen. Evo. Pa prepuščam skledo tebi. Ok. Katero številko oblačil nosi Sonči? To pa vem. Že videla. Ja, no, ok. Pridem, Ponči. Ovo zdaj moje vprašanje. To njegovo vprašanje so... Že cel dan se smeji, tako da mene osebno je strah. Jole, to prav! Pončev najljubši klasičen koktejl. Pokažem. Pohito. Ker je tudi meta moja najljubša začimba. A je to začimba? Plevel. Ok, najljubši plevel. Katera je njena najljubša kuhinja, hrana? Aha, se pravi kulinarika, smiselna verjetno. Oh, bring it home, baby. Čeprav. Ne zagledati, kaj? Jaz vem svojo. Aja. Mehiška. Ja. Ali italijanska? Italijanska je ta druga. A je ta druga? Alex na svojo prvo izbiro faksa ni bil sprejet. Kaj je bila njegova druga izbira? Ja, thanks, a ne? To sem ti jih povedal. Ne, vpisal sem se, hodil en teden in potem sem se izpisal. Ja, to vem, a je bila to tvoja druga izbira? To je bila moja... Sam dve si navedel. A ja, okej, pa vem. A ja, veš, okej, no. Zdi, da vem. Okej, si? Free? Šta je? Free. Ja, fakulteta za informatiko. Tako. Na koliko časa si Cindy dela gelirane nohte ali geliš nohte? Geliš nohte, ja. Šteješ zdaj? 3 tedne. Bravo! Oj, pravi, da se moški ne zanimamo za žensko kozmetiko, prosim. Katera dva športa je Alex treniral vsaj 5 let? A če zadanem samo enega, dobim pol pike? Ja. Ok. Recimo. Karate in lukostrelec. Rock and roll. Koliko cajta si to treniral? To si tudi treniral, kaj vem, da si... Ja, vem. A veš, da to bo pa glas ljudstva, da bo poklicat dan. Ker vem, da sem nehal, ne vem pa koliko cajta sem ga treniral. Sem videla, drugače, da si lukostrelsko toliko cajta treniral.
Sestra pravi, da sva plesala 3 leta, tako da pol točke. Pol točke! Kaj je ona trenirala v gimnaziji in osnovni šoli? Easy busy Japanese. Ja, veš? Ljubica, jaz tebe poslušam, veš? Ja? Ja, hip-hop. Ja. Punča lahko najdemo v videospotu katere slovenske glasbene skupine. Nimam pojma. Mislim, se vem, ker videospot je ka neki žurate pa neki... Ok, ja ti dam namig. Ja, daj mi namig. Ja, no dobro, v bistvu gre za isto skupino, ki so jo kasneje ustanovile oziroma ponovno vzbudile mlajše članice. Kva? Jaz sicer ne vem, kva je, ampak Lej v gibaj. gremo gant. No, lej v gibaj. Ja, 3, 4, zdaj. Kako si ti? Ja, sem še celo prav. Kateri inštrument je Sonči igral kot majhna? To bom pa mogel že malo pomisliti. Tu sem ti 200% povedal. Dobro, daj, enega bom napisal, pa upam, da prav. Zdaj, flauta. A je bila kitara? Xilofon, orkova glasbila. A ja, to so mi pa res neki pravila, ja. Ljubica, jaz tebe poslušam, veš? To sva čist polo, to pa zdaj pol pike ne dobiš. V osnovni šoli je Kim morala pri biologiji narisati herbarij. Napraviti, po mojem. Nabrati. A ja, nabrati, no. Zato smo odšli na rob gozda. Kaj se je Punču tam pripetilo? Namig vsebuje tudi enega kmeta. Ne vem, Aleks. Nisem prav te zgodbe nikoli. Ne vem. A povem odgovor, pa razveljavlja pač vprašanje. Ja, no. Skočil sem v gnoj, v kupček gnoja. Ja? Pač ja, jaz sem bil prepričan, da je en tak lep kup zemlje, nisem opazil, da se mogoče zraven spodaj cedi tako malo tekočine ven. In jaz sem z vso silo zalaufal in skočil direkt na sredino. In zdaj, največji problem je bil, ker to se ne moreš ven pobrati, a ne? In jaz po redu kličem mamo in... Pa smrdel. Jaz pač kličem mami, da bi mi pomagala in ona meni, ja, ven se sprava, ne. In jaz sem se hotel upreti na gnoj, da se bom ven potegnil, so še roke not ostale. Ne vem, to mogo Simona vprašati, ko smo pol mi mene tam ven spravili, ampak češnja na vrh smetane v tej zgodbe pa je, da mami mene pogleda, pač itak sem se mogel sleči cel. S kom jaz živim? In mami mene pogleda, o ne, Aleks, daj prosim reč mi, da nimaš obutih ta novih čevljev. 2 dni stare čevlje. Ja. Katera je Cindina najljubša serija? Friends. To je bila moja ta druga izbira, sam nisem bil siguren, če je ta. Se Friendsa bi dala na drugo mesto, glede na to, da sem jih že milijonkrat pregledala. Koliko milibranov si naredila? A Friendsa? Ja. 5krat sem zihal se pogledala. Kako pa je to ni tvoja najljubša serija, če si jih 5krat pregledala? Če je to ful dobro. Katero žival sta Aleks in Kim prinesla domov za čas šolskih počitnic v varstvo? No dobro, rajt, se me vodiš, ne ti bo. 3, 4, zdaj. Ruski hrček. A hrčki so bili, ma dobro, klav se nam. Ja ne, miš pa hrček sta pa dve čist druge stvari. Ma isto je. Ob kateri uri se je Cindy rodila? Kva? Ej, to smo se lih zanj za moj raj se nam pogovarjati.
Mati me vsako leto pokliče ob tisti uri. Kako ne to vem? To pa res ne vem. To pa No se, če bo plus minus 10 minut. A ja, to je natančno. Ja, valjda, jaz vem minuta natančno. Jaz sem mislil tako ob 6, ob 7, ob pol 7. A ja, pa imaš samo 24 ur variant. Pa še to veš, v katerem delu dneva sem se rodila. Kako tega ne veš? Ok, na pol ure natančno. Ok, 3, Veš, 4, taka sta tvoja vprašanja. 3, 4 zdaj. 17:30. Kam se del dneva zadev? Ok. Pojma nima. A vsaj dan veš? Datumsko. Ja. Ja, to pa ni. A ja veš? Triindvajseti sedmi. Še to ni bil prepričan. Jaz garantiram, da si te točke definitivno nisi zaslužil. Pokaj si zvil nogo. Ja. Ja, milijonkrat. Ja, ni bilo milijonka. Ja, enkrat sigurno in pa si naslednji teden še enkrat in pa si zdaj spet, ampak ne vem pa, če je bilo še kaj vmes. Kaj je zihar bilo, glede na to, koliko si štolas. 3-krat. A pa si mi vse povedal. Me zdaj slučajno za pol točke vodiš. Za pol točke ga voda. Na katero destinacijo bi Cindy najraje odpotovala? Ti bi tako šla povsod. Zelenortski otoki. Ne, se ne, Nova Zelandija. Road trip po Novi Zelandiji. No, evo. Punčovi 2 najljubši barvi. 2. Ja, ker nima mene. Neki zaželjeno. Jaz bom tako odgovorila, kot bi pač tipični moški rekel. Čeprav vem, da ti nisi tipični moški, ampak... No, dobro. Če saj eno pogruntaš, dobiš točko. Črna rdeča? Kako je? Modra zelena. Nisem vedela, res nisem vedela. No, lahko pa, če so glih pri barvah, lahko ti pa povem, kjera mi je najbolj seksi barva. Prav taka, ta mi pa. Ne, Vijolična? ne, Pa ima. Magenta. No, ti se eno. No, se to pravim. Tipičen moški ne ve, kjera barva je magenta. Na glas mi. Ja, se vem. Kateri je bil njen najljubši predmet na gimnaziji? To moraš vedeti. Ja, to moram. Več. Matematika. Ne, no, če je bila matematika, ti si imela tebe ful šla matematika. Ful mi je šla matematika, ampak nikoli ni bila najljubši predmet. Kemija. Kaj je bila Aleksova prva jed, ki se jo naučil in njen recept tudi izpopolnil? Ne, prav glavna jed. Ne vem kuhati, kaj sem začel. Ja! To moraš vedeti, no. Ej, ono, pečici! Nič ne vem. Svinjski vratovi v pečici s krompirjem in korenčki. Svinjski vratovi s pečenim krompirjem in korenčki, Aleksova specialiteta. Prva Aleksovo nedeljsko kosilo. To še vsako nedeljo kuhu, a ne? Jo, valjda. Kako je bilo ime papagaju in mucku in Cindynega otroštva? No, kaj imaš pa tudi ti pol točke. Čak, kdaj vam mi 2 točke prešteti? Sem jaz zmagala. Je odvisen? Če jaz to ne odgovorim. Moram jaz pa še pol točke dobiti. Dobiti, ja. Če samo enega uganeš, dobiš pol točke. Ja, to mi je jasno. Sem jaz bila cela točka. Pa vem, da ti muc ti je še prinesel miške, ki jih je ulovil. Tačko pa koki. Koki? Dobro se klose na piki pa tačko. Prav, ok, se pravi, stvar je taka. Trenutno imamo izenačeno točko. Cindy ima ta vprašanje, ki je še tukaj noter, plus še enega ji moram napisati, ker sva enega razveljavila.
Jaz imam še 2, tako da če vsaj enega zadanem, sem zmagala. Kdaj se je Aleks začel učiti angleščino? V 1. razredu ali si se že v vrtcu? Napisati moraš leto, ne vem, pri 10 letih, pri 15 letih. O, ja, še to moram že računati. Ne, vem, da si se začel prej učiti, to se spomnim, ko si mi pravil, da si se prej začel. Pri 5 letih. A je to povedal zmagal? Ne! Ampak še vse lih hočemo na vprašanje, ki si ga prav, razveljavan vprašanje. Lej, nekaj se je pojavilo. Še eno vprašanje mi je dal. Če bi imel na izbiro flancat ali krop, kaj bi izbral? To pa vem! Veš? Vem! Ok. Krop! Ja, res je. To pa nisem zvedla od tebe, to sem pa zvedla od moje predrage babike. So bili lih krofi pred kratkim. Jaz se glih iz tega sem šel. Najprej sem ti hotel dati, no, vse to verjetno veš, najljubši okus sladoleda, sem taj čist prelahek. Čokolada? Ne. Jagoda? Vanilija. Ja, si res. Zakaj nisem tega dal? Ok, čestitam Ponči, zmagal si. A dobim masažo. Dobiš 5 minut masaže. Dobim masažo. In glori za vse večne čase. Ponča sem premagal, Ponča sem premagal, Ponča sem premagal. In igra je prišla k koncu. Ne vem, kaj ne rečem. Predvsej sem se naučila, upam, no, da sem se naučila še kaj novega eno drugmu. Ja, res sva se. Danes sva se odločila res za malo poseben video, glede na to, da smo v samoizolaciji, pa se malo igrava, da nam ni dolg čas. Povejte, kako se vam zdi ta način video, če bi radi videli še kaj podobnega. Oziroma še bolj, če imate kakšen specifičen challenge oziroma izziv, ki bi radi, da ga midva narediva, dajte spodaj v komentarje napisati, pa se bova potrudila po najboljših močeh. No, pa še vse klasične stvari, subscribejte, lajkajte, komentirajte, predvsem pa ostanite doma in ostanite zdravi. Čau, čau! Čau, čau!